Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Idrija bo konec tedna gostila zadnjo dirko letošnjega državnega prvenstva v dirkanju s trial motorji. Več o tekmovanju, katerega bo Idrija gostila prvič, pa nam bo v današnjem športnem pogovoru povedal Severin Savec, najuspešnejši tekmovalec v tej panogi in tudi predsednik komisije za trial pri Avtomoto zveze Slovenije. Lepo pozdravljeni v našem studiu. Lep pozdrav. Za uvod bi vas prosil, da našim gledalcem predstavite, kaj sploh je tekmovanje s trial motorji. Ja, v bistvu gre za tekmovanje z malenkost posebnimi motorji. V bistvu največja razlika je ta, da ta motor nima sedeža. Je pa samo tekmovanje narejeno na ta način, da v bistvu zmaga tisti, ki naredi najmanj napak. Se pravi, ni štoparca tista, ki ima glavni pomen, ampak gre za to, da v bistvu z čim manj napakami, se pravi, da tekmovalec ne stopi iz motorja, premaga določene ovire. Kako pa bo potekalo samo tekmovanje konec tedna? Torej, predviden termin je 27. septembra na trasi od Zagoda do Zagodovega vrha. Na tej trasi bodo postavljene določene sekcije, se pravi tisti tekmovalni del, kjer se bojo tekmovalci pomerili zato, da naredijo čim manj napak, da premagajo to traso, ostali del pa bo samo transfer, se pravi, da ene do druge sekcije. Ampak kako je postavljena sama trasa? So vmes kakšne umetne ovire, naravne ovire? Ja, tukaj v Idriji je, lahko rečem, res ena najboljših tras do sedaj v Sloveniji. Namreč teren v tem predelu Idrije je vrhunski za tovrstno tekmovanje. Torej bojo vse sekcije na naravnih ovirah, bodo pa omejene in prilagojene na 4 različne težavnostne stopnje, se pravi najlažja tista bela bo namenjena tudi za rekreativce, potem pa imamo še rumeno, modro in pa rdečo in tako se tudi stopnjuje. Rdeča je tista najtežja za najtežjimi ovirami. Koliko tekmovalcev pa se pričakuje na samem tekmovanju? Ja, žal je tudi pri nas zaradi vsem znane situacije letos sezona precej okrnjena. Pričakujemo nekje med 20 in 30 tekmovalcev. Žal ne bo seveda tistih tekmovalcev iz tujine, ki si jih vsi želimo, zaradi tudi večje konkurenčnosti iz Italije, sosednje Hrvaške in tudi Avstrije. Omenili ste, da so proge na 4 nivojih, stopnjah težavnosti in ta bela je primerna tudi za rekreativce. Kakšen je pogoj, da bi nekdo, ki bi želel priti na to tekmovanje, sodeluje na samem tekmovanju? Ja, res je. V bistvu samo tekmovanje je državnega nivoja, se pravi, gre za državno tekmovanje v 3 razredih. Ta 4. razred, ta bela, v bistvu najlažja proga, pa je namenjena prav vsem. Torej, potrebuješ tekmovalno licenco Avtomoto zveze Slovenije. Če te licence nimaš, lahko skleniš tudi dnevno zavarovanje na sam dan prireditve in s tem dobiš tekmovalni kartonček, tako da lahko brez problema vsi, tudi tisti, ki še nikoli niso, pa imajo doma trial motor, se preizkusili na tekmovanju, pride in so lepo vabljeni. Se pravi, nekega večjega predznanja ni potrebnega? Tako, absolutno gre za športni dogodek. Če se želiš preizkusiti na tistem večjem nivoju, bom rekel modra in pa rdeča težavnostna stopnja, so potrebne izkušnje, za belo pa absolutno ne. Lahko pride vsak, ki obvlada vožnjo naravnost po terenu. Kako pa je trial tekmovanje razvito v Sloveniji in kako je s to panogo v svetu? V Sloveniji je relativno mlada ta panoga, se pravi leta 2013 imamo državno prvenstvo. Prej so bila neka organizirana tekmovanja na nižjih nivojih. Tako da je v vzponu, se razvija, imamo res v bistvu vsako leto zelo izrazit napredek, predvsem tudi na mlajših tekmovalcih. Absolutno pa še manjka, bom rekel, vsaj 10 let, da pridemo do nivoja svetovnih velesil, kot recimo Španija, ki je tukaj res prednjačena, potem Francija, Italija, Amerika, Japonska. Nam lahko mogoče še malce podrobneje opišete, kakšen je ta motor, prestave, zavore? Vemo, speed motorji so brez zavor, pri trialu najbrž tega ni. Ja, v bistvu prednjačijo dvotaktni motorji, ta je sicer 4-takten. Motor ima pravzaprav vse, kar imajo običajni motor, lahko rečemo, se pravi sklopko s prednjo zadnjo zavoro na istih mestih, ki ima tudi 5 oziroma nekateri 6 prestav. Prve 3 prestave so namenjene tistemu tekmovalnemu delu, kjer gre za te velike skoke in premagovanje ovir. Potem tiste druge 2 oziroma 3 prestave pa so namenjene relacijski vožnji. Namreč na tekmovanjih imamo tudi nekatere odseke, ki jih je potrebno v določenem času prevoziti in tiste višje prestave potem tudi razvijajo višjo hitrost.
Recimo tista največja razlika med cross oziroma enduro motorji so pneumatike. Namreč te pneumatike so drugačne sestave in pa precej mehkejše. Namreč zadnja pneumatika se polni samo za 0,3 bara. Kar pomeni, da je v bistvu sam oprijem precej drugačen kot pa pri cross motorjih in tudi sam profil te pneumatike je precej nižji, kar pomeni, da posledično tudi delamo precej manj škode na naravi. Nekje sem zasledil podatek, da je prav panoga trial ena izmed tistih, katere bi lahko kot prva motošportna panoga postala del olimpijskih iger. To drži? Res je. Pravzaprav je ta potrditev zelo blizu, lahko rečemo. No? In s tem bi seveda trial kot olimpijska panoga pridobil ogromno. Namreč zelo razvijajo se pospešeno tukaj električni motorji. In naravno trial je tista panoga, kjer je elektrika že sedaj, lahko rečemo, zelo konkurenčna bencinskim agregatom in seveda iz tega vidika potem tudi okoljevarstvo in vse ostale stvari, ki so povezane s tem, pač zelo hitreje napredujejo v smislu tega, da jih postavljamo naprej na zemljevidu. Dali ste mi dobro iztočnico za naslednje vprašanje, okoljevarstvo. Zelo pogosto slišimo, da je kar precej težav z vožnjami z motornimi vozili v naravnem okolju. Kako pa je s pridobivanjem dovoljenj za organizacijo takega tekmovanja, kot ga bomo lahko letos spremljali v Idriji? Res je. Vsa tekmovanja pod okriljem Avto-Moto zveze Slovenije so absolutno organizirana z vsemi potrebnimi dovoljenji. Tukaj govorimo o dovoljenjem Zavoda za varstvo narave in vseh ostalih, ki so tudi potrebna. In pa seveda tudi z dogovori z vsemi lastniki zemljišč. No, v tem trenutku bi se tudi iskreno zahvalil vsem lokalnim skupnostim in pa lastnikom zemljišč, da so omogočili, da lahko začnemo graditi na, verjamem, da eni lepi zgodbi tudi v Idriji na področju triala. Sami ste najuspešnejši slovenski tekmovalec v panogi trial v dosedanji kratki zgodovini, pa me zanima, kako ste se sploh spoznali s to panogo in kaj vas je najbolj pritegnilo, da ste se temu tako posvetili? Ja, res je. Sam sem relativno pozno začel s trialom. Prej sem poskusil kar nekaj iz vrst motociklizma. Tukaj se lahko zahvalim staršem, da so mi res zelo hitro že omogočili stik z motorji in ta strast ni nikoli ponehala. Ko pa sem v bistvu prvič poskusil trial motor, me je popolnoma prevzel. No? In to je res tista moja prva strast, ki jo prav z veseljem počnem v življenju. Svoje znanje pa prenašate tudi na mlade tekmovalce, organizirate kar številne trial šole. Res je, ja. Sam vem, da sem v bistvu relativno star za vrhunske uspehe, kljub temu, da še imam nekaj motivacije in tudi želje vnaprej in cilje, pa v bistvu po drugi strani se zavedam, da na mladih svet stoji in mi je prav veselje predajati to znanje, ki sem ga z leti pridobil tudi v tujini na mlajše tekmovalce in prav lepo je videti, da imamo v Sloveniji že par talentov, ki, bom rekel, se lahko čisto enakovredno sedaj že kosajo z evropsko, če ne že svetovno elito kmetijstva stare 106 in 10 let. Kakšni pa so vaše tekmovalne ambicije še vezane na trial? Ja, v bistvu se mi ambicije še povečujejo, namreč drugo leto imam namen odvoziti celotno evropsko prvenstvo. Najlepša hvala za obisk v našem studiu. Želim vam še veliko uspeha pri uresničevanju vaših ciljev in pa seveda uspešno izvedbo dirke za pokal Karbidovke v Idriji. Najlepša hvala in še enkrat seveda zahvala Idriji, da nam je omogočila to tekmovanje. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in pa vabljeni k ogledu tudi prihodnjih prispevkov studia Idrijskih novic.